Tudi nam ne gre vedno vse po načrtih, ne? Danes smo z Anžetom recimo naročila sonce, pa naj jo nekdo ni dobro poslušal in je zdaj dež. Premalo si plačal, sem to je po mojem. Saj je nikoli ni, mislim, veva, da nič več ni zastonj, no? Drugače je pa to danes že 13. srečna oddaja Volan v tej sezoni. Zakaj pa je srečno? Ja, zaradi tega, ker sta samo še 2 oddaji do konca, pa ker grem jaz potem na izlet. Drugače ste pa v tej oddaji videli Formentor s čisto novim hibridnim pogonom, ki je ful dober. Potem en avto, ki ima v imenu besedi čarovnik pa bog vetra, ne? Potem za volanom naše serije, ki je sedela Nova zvezda, pa vozili smo en ful hud športni avto. Za začetek pa jaz sedim za volanom čist novega Subaruja, pardon, Toyote. Aha, to si pa za nalaž rekel Subaru, ne? Mogel sem. Veš, da mi je matrale. Mi smo bili vedno navdušeni nad avti, kot je bil recimo Subaru Outback. In ta Toyota nas ful spominja na. Verjetno zato, ker so jo razvili skupaj s Subarujem, ampak to je zdaj ful večji avto, bistveno bolj moderen, kar se tehnike tiče, nekaj skupnega pa ohranjata. In sicer to, da se oba znajdeta še vedno na terenu. Od krajšega BZ4X je zdaj daljši za 14 cm, zdaj je dolg 4,83 metra, ves prirastek pa je šel praktično v prtljažnik, ki je skoraj za polovico večji kot pri manjšem modelu z istim začetkom imena. Tukaj je zdaj 669 litrov prostora, tukaj spodaj je kar nekaj, tako da bo idealen za aktivne družine, ki so jim namenili ta model, ne. Zato se tudi vidi po telih strešnih nosilcih, ki so tukaj serijski, pa je ful močni. Znotraj je isti kot takratek BZ4X, kar pomeni, da ima iste merilnike. Jaz sicer na njih super vidim, že bo verjetno malo manj. Poprečna poraba zaenkrat samo 14,3. Res, da je bila cesta majčkeno dol, ampak okej. Potem tukaj je velik zaslon, 2 polnilni mesti za mobilne telefone, veliko prostora, potem tole je praktično, ker se z obeh strani tale predal odpre. Drugače pa vse skupaj deluje tako, dosti robustno izdelano, kakor pri Toyoti tudi naj bi, ne. Tole pa menjalnik. Ena stvar, ki jo takoj opazim, je, kako dober je spet uglašeno podvozje. Če je cesta lepa, se mi zdi, da bi se vozil po putrčku, tako lepo in mehko blaži, ko se zapelje na slabše podlage, pa še vedno deluje lepo uglašeno, kar pomeni, da imam tudi takrat dobro kontrolo. To je avto, ki je izdelan tudi za slabše ceste, zato se krasno obnese na makadamskih cestah. Če je takšen 4-kolesnim pogonom, ima pa tudi različne terenske programe, ki jih potem lahko zbirate tukaj z gumama X-Mode in Grip Control, da je vse skupaj še bolj suvereno. Bi lahko mirno rekel, da je to eden najbolj terenskih električnih avtov, ki jih lahko dobite pri nas. 2 verziji bosta sicer na voljo, s sprednjim ali pa 4-kolesnim pogonom, torej prvi ima spredje en motor 165 kW, to je 224 konjev, takšen ga vozim zdaj. Drugi pa še en motor 167 kW zadnji, tako da je pri tistem sistemska moč kar 280 kW, to je 380 konjev. Zelo močna zadeva je to, ja, kar pomeni, da je tudi ena najmočnejših Toyota vseh časov, saj je dostop pospešil samo 4,5 sekunde, če ne upoštevamo modelov GR, seveda. Ta, samo s sprednjim pogonom, pa ima pospešek 7,3 sekunde. Še kar nekaj zanimivih podatkov je recimo, da lahko brede po pol metra globoki vodi, ker je vse, kar se tiče pogona in baterije, zaščiteno. Takšen lahko vleče 750 kg težko parkolco, 4-kolesnim pogonom pa 1,5 tone težko, tako da bo uporaben tudi za počitnice ali pa prevoz kakšnih konjev recimo. O bateriji še nisem nič povedal. 71 kWh ima neto, na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom se bo lahko polnila 150 kW, to pomeni polnjenje od 10 do 80% v 29 minutah. Posebej pa so poudarili, da v vseh letnih časih, torej tudi pozimi, ker ima zdaj učinkovito predgretje baterije. Meni tudi super podatek je, da bo možen 22 kW polnilnik za izmenični tok, ki bo verjetno za večino še bolj uporaben vsak dan. Doseg je seveda odvisen od načina vožnje, ampak po VLTP naj bi ta prevozil 591 km, ker ima 18-palčna platišča, tisti 4-kolesnim pogonom pa od 479 do največ 528 km. Še ena zanimivost, ki jo obljublja Toyota, pa je, da na baterijo ponujajo kar 10 let ali pa milijon prevoženih kilometrov garancije, če jo boste redno vzdrževali na njihovih servisih. Rad bi videl junaka, ki bo toliko prevozil.
če ste se spraševali, zakaj so vse lokacije, kjer poteka ta mednarodna premjera, toliko znane, prav imate. Zato, ker poteka v Sloveniji. Končno, a ne? In mi smo bili toliko navdušeni, da smo naredili še prav en poseben prispevek samo o tem. To je pa redko zdaj mednarodna pri nas, ne? Ja, jaz se zadnje spomnim samo Nissana X-Trail. Ne, pa Ford Explorer je bil, samo mi nismo bili na njem. Če smo pri teh, pol je bil še Renault Alaskan, pa Škoda Yeti, Mercedes A, se spomniš tako dolgo nazaj. Dobro, vse polih je bilo nekaj. Lahko grejo pa k domačim premjeram. Pri nas je nov Xpeng P7 Plus. A prav plus. Plus, ker je to boljš, kot če ni plusa. To je pa precej športno zašiljena limuzina, dolga 5,7 cm, torej je prostora znotraj zelo veliko. Elektrika ga poganja, na voljo sta 2 bateriji, ta velika se polni z okrog 450 kW moči. Je to kot ta? Ja, no, ali pa lahko drugače rečeva, toliko, da nimamo v Sloveniji dovolj močne polnilnice. In pazi, količnik zračnega upora je samo 0,211, torej je zelo aerodinamičen. Še en avto, ki je tudi nov pri nas, ima pa 0,21. To je boljše tvojega. Pa uganeš, kjer je to? To je pa prenovljeni Hyundai Ioniq 6. Dobro, to je zdaj vedel za te, ker so že ponovila, ker se prej zmoto, ne? Drugače ima pa ta avto zdaj lepo ta novem, pa je bolj uporabno notranjost, pa večjo baterije, torej 84 kWh za doseg kar 680 km po VLTP, ker, kot so ugotovila, je to eden najbolj aerodinamičnih avtov sploh. No, pa en ima full hud spoiler. To je vse, kar si opazil, ne? Ja, no, jaz sem pa opazil, da ima 478 kW, to je 650 konjev in pospešek do 103,2 sekunde. Leti full, dobro se pele, najbolj zanimiv pa je, da ima tudi en drift optimizer. Ja, driftanje z električnim avtom, noro. Tudi do tega smo zdaj prišli, ne? Drugač pa ja, zdaj bom jaz vozil Formentor z novim priključno hibridnim pogonom, ki je zelo fajn. Anže bo pa peljal avto, ki ima v imenu so ugotovila čarovnik ali pa bog vetra, kaj je bolj prav? Ja, kar oboje. Ja, kaj ti je pa bolj všeč? Kar oboje. Ja. Jo, kaj delaš? Igrice, mislim, nekaj pišem. Zakaj? Veš, kaj sem razmišljal? Mi ful skozi poudarjamo uporabo teh vozne lastnosti pa to, ne? Ja. Ampak imam občutek, da delamo to čez brez veze. Ja, mislim, to si mi zdaj tako rekel, kot da bi v testu televizije manj govoril o sliki, pa več o okvirju. Ja, vem, samo te so še druge stvari. Uporabnost, zaslon, sistemi, pa vse te zadeve. Ja, prav bom premislil. Dobar. Čakaj. Ja, lih piš samo, nekaj pišem. Zikar ne delaš, ker vem, kakšen si. Ne, pišem, no, čakaj, ne me motati, ajde. Tole je Dongfeng Mage in za kitajski križanec ima presenetljivo velik prtljažnik, kar 637 litrov ponuja. Ampak Kitajci radi številke obračajo po svoje, po naše je to 480 litrov, kar je še vedno dovolj, da so mene stlačili sem noter in je čisto ok. A mi odprej zdaj, Gašper? 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 Ne morem jaz tako, jaz se moram iti peljati. To poslušajte tisti, ki radi vozite, ostali pa počakajte kakšno minutko. Ne bom meni Matej govoril, kaj lahko povem pa česa ne. Avtomobili se nasploh razlikujejo po voznih lastnostih, kar je logično in pričakovano, ker različni segmenti pač nagovarjajo različne potrebe. Ampak tudi med križanci so v bistvu velike razlike, nekateri so bolj udobni in drugi manj, opažam pa, da v bistvu tisti z mehkejšim podvozjem in nekomunikativnim krmiljenjem velikokrat niso zares bolj udobni. Zaradi tega po 2 urah ne boste nič bolj spočiti, niti ne bo vaša zadnjica bolj zadovoljna po daljši vožnji, samo bolj se boste zibali ves čas. No, v tem Mageu se ne boste. Mage seveda ni alternativa dvosedevemu športniku, je pa v svojem segmentu vseeno avtomobil, ki se presenetljivo dobro pelje. Ja, še vedno razlagam tistim, ki radi vozite, ostali počakajte moment.
Lahkotno deluje, to pa zato, ker prazen tehta samo 1480 kg, za križanca dolžine 4,65 m je to v bistvu zelo lepa cifra. Tudi podvozje je nekoliko bolj čvrsto in se manj nagiba, pa hkrati nikoli nadležno ne ziba potem, ko že zapeljete preko grbine. In obenem tudi ni pretrdo, ravno zaradi majhne mase. Ok, zdaj pa grem k ostalim stvarim. Sicer pa se vam že tale napis pove, da gre za bolj športno znamko. Eolus je bil grški bog in gospodar vetrov, so si pri Dongfongu za svojo podznamko zmislili takšno mitološko ime. V bistvu bi Eolus lahko primerjal z znamko Cupra, tista je del skupine Volkswagen, no ta pa skupine Dongfong. Sta pa obe bolj športni in dinamični. Tale napis tukaj zadaj sicer ne pomeni, da ima avto 320 konjičkov, kar bi bilo po svoje zelo fajn in kot nakazujejo recimo 4 spušne cevi, pa precej velik spoiler tukaj le gor, ampak moram reči, da kot celota izgleda precej dinamično. Meni je v bistvu tudi ta detajl všeč, ta zavorna luč mi je zelo simpatična, tako da avto nasploh zelo dobro izgleda. Sicer me spominja na en drug avtomobil, kar pomeni, da so si kakšno linijo malo sposodili, ampak me na koncu to nič ne moti, zato ker je končni izgled prav dinamičen. Notri nekako nadaljuje ta svoj športen pridih, predvsem s tema dvema sedežema, ki izgledata športno, lahko pa takoj povem, da sta med vožnjo predvsem udobna. Ostala notranjost je nekako klasika, velik zaslon tukaj le na sredini in precej odlagalnih mest. Tole naj bi spominjalo na krila, če je avto že dobil ime po gospodarju vetra, in prebral sem tudi, da je ta prirezan volanski obroč dobil navdih po videoigrah. Meč je itak beseda za čarovnika. No, pa zračnike je dobil iz Lambota, evo, to pa vem. Da zaključim. Eolus je šele 17 let stara znamka, ki je seveda del večje korporacije z bolj bogato zgodovino. Našel pa sem tudi podatek, da rada sodeluje z Evropejci in z evropskimi strokovnjaki, ki skrbijo, da se vozila peljejo bolje. Bi kar verjel, ker je podvozje res dobro nastavljeno in avtomobil vozniško zelo zanimiv. Malenkost me moti edin tistale oznaka tamle zadaj, ker bi res rad videl, da bi avto imel 320 konjičkov ali pa še huj, 320 kW, no pa jih ima samo 150 kW oziroma 204 konjičke. V bistvu čist dovolj za spodobno premikanje na 7-stopenjski robotiziran menjalnik, ki vseeno tukaj cuka malenkost manj, sem se pa tudi že navadil. Najprej za pol sekunde pritisneš plin, da se zbudi, potem pa nadaljuješ s pritiskanjem, pa veliko manj cukne. No, najboljše stvari pa še niti povedal nisem, ker je tukaj ne smem, jo bom pa v oglasnem bloku. Vsakič, ko imamo opravka z znamko Cupra, se moram prav ustaviti in pomisliti, da je Cupra kot samostojna znamka z nami že 8 let. Jaz sem pa občutek, da je na svetu dlje kot sem jaz. To očitno pomeni, da so Španci nekaj naredili zelo prav, ker poleg tega, da znamko zelo dobro poznam, z njihovimi avti tudi vedno uživam. Vsak ponuja nekaj več. Bor nam je bil vedno všeč, ker se je tako dobro peljal za električni avto. Mali Raval komaj čakamo, ker obljublja res velik. Tavascan je bil oblikovno pravi presežek. Za Terramar smo rekli, da je verjetno najboljši SUV med sep enakimi. Formentor pa je v bistvu prvi model, ki ga ima samo Cupra, torej ne gre za preobleko nekega drugega modela. In ta nam je bil že od samega začetka še posebej všeč. Že osnovni z 1,5 litrskim se pelju lepo, zaključje od VZ5 smo se grebali vsi v uredništvu. Ta je pa sploh nekaj posebenega. Oznaka je VZ-i hybrid, našli sicer ne boste nikjer na avtu, pomeni pa, da ima dva motorja, električnega polnite tukaj. Skupni doseg imata pa po VLTP preko 800 km, kar pomeni, da se ne boste nikoli rabili ukvarjati s tem, kje pa kdaj ga boste polnili. VZ torej ostaja v znaki modela, kar pomeni, da mora biti veliko konjev in jih tudi je. Ker 272, kolikor je preračunano 200 kW. Zmogljivosti zato niso vprašanje, do 100 pospeši v samo 7,2 sekunde, največja hitrost je 220 km/h, ampak tukaj so bistvene še druge lastnosti. Recimo, kako dobro pospešuje, ko želiš prehitevati, kako odziven je sistem in koliko kilometrov lahko prevoziš samo na elektriko. Seveda večina voznikov vsak dan ne potrebuje toliko moči, si pa marsikdo želi, da avto potegne, kot to želi, a ne? Zato je tukaj zaloge kar velik. Priključni hibridi so vedno nek kompromis, kjer dva močna motorja in še velika baterija pomenijo, da avto postane okoren in vozniško nezanimiv.
Cupra je znamka, ki želi dokazati, da gre tudi drugače, zato z nastavitvami podvozja doseže, da je lahko tudi takšen avto zabaven med ovinki. Občutek na volanu je res dober in podvozje lepo umirja neravnine, zato je vožnja na zavitih cestah suverena, obenem pa udobna, če želite ležerno uživati na daljših poteh. Pomembno je, da je sistem odziven, ko moraš močno pospešiti, pa tudi to, da se bencinski motor lepo vklop, da ne cukne, in to jim je lepo uspelo. Sploh pa ima zdaj baterija uporabno kapaciteto 19,7 kWh, kar v teoriji pomeni, da lahko s polno prevoziš več kot 100 km samo na elektriko. Nam se je uspelo v teh prijetno toplih dneh tej številki lepo približati, pa tudi na avtocesti smo s polno baterijo lahko prevozili kakšnih 60 do 70 km pri 130 na uro lepo v tišini. S 50 kW se lahko polni tudi na hitrih polnilnicah, kjer potrebuje od 10 do 80% napolnjenosti 26 minut, na tistih z izmeničnim tokom pa se čisto prazna napolni v 2 urah z 11 kW moči. Poraba po VLTP je 1,8 litra na 100 km. In zakaj nam je Formentor še všeč? Prvič, ker ni prevelik in ga brez težav obvlada vsaka voznica ali pa voznik, obenem pa ima dovolj prostora za družine. In drugič, ker še vedno ohranja oddaljenost od tal in kljub temu dobre vozne lastnosti. In zdaj ima še posebne dodatke. Meni recimo ta mat barva totalno všeč, ker avto izgleda res hudo. Sicer mogoče je majčkeno bolj občutljiva, ampak si predstavljam, da je super za tiste, ki si v soboto radi vzamete svoj čas, pa lepo nežno pa počasi tole čiste in uživate v svojem miru. Posebno so tudi platišča, da ne govorimo o zavorah Brembo, ki tudi zahtevajo svoje vzdrževanje. To pomeni, da jih morate včasih pošteno pritisniti, ker bodo sicer s kakšnim zvokom včasno povedali, da ste preveč nežni z njimi. Notranjost je pa v tem primeru res nekaj posebenega zaradi telih školjkastih sedežev Sabelt, školjko iz pravega karbona, ki krasno oprimajo telo kot v kakšnem dirkalniku. Boste imeli občutek, da res vsak dan boste nekaj posebenega, obenem pa niso neudobni, kot so mu gotovo na daljših vožnjah s tem Formentorjem. Avto je res prijeten za vožnjo in je eden redkih, ki voznika razvaja tudi z dinamičnimi voznimi lastnostmi, ne samo z udobjem ali pa 100 ambientalnimi osvetlitvami pa 30 različnimi masažami hrbta. In ravno zato se je po mojem znamka Cupra toliko dobro prijela v toliko kratkem času. Res je hitro postala znana ta znamka, sem se še sam začudil, ko si zadnjič rekel, da je stara šele 8 let. Ja, ampak poznamo Cupro že od tistih nabritih Seatov odprej, ne? Kot samostojna znamka pa res samo toliko časa. Drugače pa mene ful zanima novi Raval, ki ga gre Anže peljati že ta teden, ne? Tako da takoj zvečer me moraš poklicati in povedati, kako se pelje, ker je ta avto osnova za vse nove električne malčke na Volkswagenovi platformi. Ja, ne bom šel na večerjo in bom tebe poklical in bova imela debato. Ja, vale, pa kdo bo v Španiji jedel tiste večerje? Fuj, pršut, spet. Oni stejki pa. Skratka, meni se pa zelo dopade Formentor, ker je najboljši iz obeh svetov, elektrika in bencin, pa tako, kot si rekel, se res dobro pelje. Ja, nasploh med vsemi priključnimi hibridi je po mojem eden najbolj takih, ki ne deluje težaško pa okorno. Ja, no, če te pa moti masa avtomobila, potem imam pa zate naslednji avtomobil, za katerega si sam rekel, da je top. Ja, ampak to bo pa malo drugačne sorte prispevk, ne? Avto je itak vrhunski, ampak hoteli smo narediti prispevek o tem, kako se uvozi takšen avto. Na koncu oddaje pa seveda še naša zvezda, ki se že ogreva na posebnem poligonu, kjer jo čaka tudi naša lepa rdeča Celica. Ja. Lani smo vozili športni avto, ampak ta je bil poceni in si ga lahko privošči praktično vsak, ki ima rad stare avte. Kaj pa, če želim nekaj več? Kaj pa, če želim nekaj prestižnega? Vsi smo kot otroci sanjali o Porschejih, ne? In zato smo imeli njihove modelčke, nekaterih imamo še vedno. Imeli smo tudi plakate na stenah. Zdaj, ko smo postali večji, si pa lahko nekateri tudi privoščimo malo več in si kupimo sanje. Tadam! Porsche 911. A vas zanima, kako je postopek nakupa potekal tukaj? To je še zmeraj hud. Ja, ljudje pogosto mislijo, da je najtežje kupiti Porscheja, je pa v resnici najtežje kupiti pravega Porscheja. Sploh pri teh starejših avtih, športnih, je lahko napačen nakup zelo drag. Ker večina ljudi pogleda slike, ceno in se pol malo zaletijo, je pa treba zadevo malo bolj globoko pogledati.
Mi vedno preverimo vso dokumentacijo, servisno zgodovino, kilometrino, lastništvo, kakšne tehnične informacije oziroma poročila, račune in se pol na podlagi tega odločimo, ali bi bil avto primeren za nakup ali ne. Kje so potem tukaj največje pasti? Največja past je v tem, da avto lahko zelo dobro zgleda, skriva pa kup enih stroškov. Ker ljudje večinoma pri teh avtih kupujejo sanje, se teh nakupov, bom rekel, lotijo zelo čustveno. Tukaj emocije treba dati na stran in na zadeve gledati racionalno, ker dober, lep oglas še ne pomeni dobrega primerka vozila. Veliko teh avtov se je vozil dinamično in so lahko bili predhodno poškodovani, slabo servisirani, imajo pa določeni modeli tudi kakšne hibe, ki jih je dobro vedeti. Recimo generacija 997 je imela IMS ležaj, ki je bil po letu 2006 odpravljen, pa tudi bore scoring oziroma poškodbe sten cilindrov, ki lahko vodijo do kar katastrofe, če avto ni bil primerno uporabljen oziroma vzdrževan, tako da tukaj predlagamo endoskopijo cilindrov. No, jaz recimo si ne bi upal toliko dragega avta kupiti kar prek spleta, ne? Zakaj sem lahko miren? Pomembno je, da stranka ve, kaj kupuje. Pri nas vedno razkrijemo celotno dokumentacijo, celotno servisno zgodovino, tehnična poročila, račune, lastništvo, preverbo kilometrov in tako naprej, ker potem ni nobenih, bi rekel, neprijetnih presenečenj po nakupu, pa stranka tukaj nakupuje samo vozila, ampak tudi nek občutek varnosti. Okay. Koliko časa potem, ko se odločim, traja, da ga dobim? Ko se odločiš, traja okoli 7 do 10 delovnih dni, ko se odločiš za avto. Je pa res, da če imaš specifične želje, pa iščeš avto z res dobro zgodovino, lahko iskanje traja nekaj tednov. Ko ga pa enkrat najdeš, gre pa zadeve dosti hitro. A so pa tudi pri nas kakšni posebni postopki? Ni nič drugače kot za navadne avte. Je pa seveda pomembno, da pri prevozu izbereš prevoznika, ki mu zaupaš, da se z avtom ne bo igral, da ga bo naložil tako, kot treba. Te avto so zelo nizki, občutljivi, drugače pa homologacija, plačajo se davki v Sloveniji, pa kakšen del, ki mogoče ni bil vpisan v homologacijo v tujini, se homologira pri nas, ampak če imaš izkušnje, gre to hitro pa brez zapletov. In pa se lahko začne končno pelati. Ja, pa ta prav užitek pride pa pol. Feel great. Simplify the things that I complicate. We can cash out, lock it in, move it to the country. Ko enkrat uredite vse papirje, je končno avto vaš in čas je za spoznavanje. To je model Carrera S 997. Letnik 2006, motor 3,8 litrski, boxer 6-valjni itak, 261 kW, 355 konjev. Krasen avto za tiste, ki uživate v vožnji in ga lahko uporabljate tudi vsak dan, če vam ga ni preveč škoda. Se lahko čisto lepo pele, sploh z avtomatikom, se včasih hecamo, da ga lahko vozi tudi žena, če vas ne skrbi preveč, ali pa mož, če je žena tista, ki nos hlače pri hiši. Ampak ta je ročen menjalnik, še 10-krat hujši, itak. Ta avto je sinonim za marsikaj. Za nekatere je Carrera tudi upor proti električnim avtom, ki jih zdaj tudi Porsche veselo predstavlja. So pa seveda s tem povezani tudi stroški. Servisi so eno, dnevni stroški pa drugo. Tukaj bo poraba vedno dvomestna. Logično, ne? Pride pa tukaj potem vzdrževanje, ki je tukaj malo draže, ker rabaš imeti nekoga, ki ima strokovno znanje, da ga lahko vzdržuje, dostop do materialov in recimo, da je dvakrat dražje kot pri normalnem avtu. Tako da strankom vedno rečem, da si pač vzamejo neke rezerve. Pri teh zadevih je pa tudi res, da 911 je veliko bolj uporaben pa zanesljiv avto, kot ljudje mislijo. Tako da če kupaš ta prav primerek, pa ga vzdržuješ, mirno spiš. Je pa res, jaz vedno tako pravim, da najdražji Porsche je tisti, ki je na začetku videti najcenejši. Ok, ampak recimo, da se ga jaz naveličam, pa ga hočem enkrat prodati. A bo to ful padla cena, bo dobro držal? V to malo dvomim, da bi ga hotel prodati, ker bi se vanga zaljubil pa v ženu, ampak če bi ga pa kdaj hotel prodajati, je pa 911 definitivno eden od avtov, ki najbolj držijo ceno. Če ga boš imel pa dovolj dolg časa, bo pa cena še malo zrasla. Če ga boš lepo vzdrževal, če ne boš naredil glih 200 000 kilometrov z njim, tako da ja. No, če bi ga zbiral zase, pa da denar ne bi bil ovira, bi zbral kar kakšen 993 ta zadnji turbo s ta ogromnim spodrem zadnji ali pa 911R, ta je tudi full hud.
tako da ključ od tega bom pa zdaj kar vrnil, pa grem nazaj na našo Celico, ker 140 konj je čist dost za stanje v kolonah. Tole je znak 3116, ki označuje prostor za bivalna vozila. Ok, ni težko ugotoviti, ampak kaj dejansko pomeni? Ali lahko jaz tukaj parkiram celo leto, ali sem omejen glede časa? Ali lahko tukaj tudi prenočim, ali lahko samo parkiram? In ali lahko tukaj tudi kam zlijem odplake? No, da lahko naredim slednje, mora biti postavljen znak 3116-1, ki označuje, da je tukaj nekje urejen prostor za bivalna vozila s postajo za praznjenje odplak iz bivalnih vozil. Tukaj je. Sem se pozanimal pri ministrstvu in pravijo, da je prenočevanje na tako označenem prostoru dovoljeno, ni pa zakonsko določeno koliko časa. Torej lahko tukaj recimo celo leto spim, če me žena vrže iz hiše. No, seveda lahko potem lokalne skupnosti same določijo na svojih območjih posebne režime. Tukaj recimo stane parkiranje za ves dan 15 €, tako da eno obveznost pa vseeno imam, ne? Je pa potem zanimivo, če prenočujete tam, kjer to ni dovoljeno, torej povsod drugod. Od 100 do 500 € je kazen po zakonu o javnem redu in miru za tistega, ki prenočuje na javnem kraju in ki s tem koga vznemirja. In še naprej, v Triglavskem narodnem parku so te kazni od 100 do 1000 € za fizično osebo, za pravne pa še nekajkrat več. Če je znak 3116 in če imam bivalno vozilo, potem lahko prespim. Evo, jaz vam pa spalno vozilo, sem malo po fejku. Tehnične preglede vedno povezujemo s testnimi stezami, merilnimi napravami, strogimi kontrolorji, tako da avte vedno odpeljamo na določeno lokacijo. Čeprav so nujno zlo, ki ga noben ne mara preveč, se po drugi strani vsi zavedamo, da je to nujno, ker s tem skrbimo ne samo za svojo varnost, ampak za varnost vseh udeležencev v prometu. Kaj pa, če tehnični pregled pride k nam? Tehnične preglede na terenu upravljamo predvsem zato, da se približamo strankam oziroma lastnikom traktorjev, ker traktorji so še vedno počasna vozila, in zato, da se ne dela gneča na cestah, če pridemo mi na teren. Ok, koliko pa je takšnih pregledov vsako leto? Neka okvirna številka pregledov je tam okolo 120 000 120 000? vozil, ja. To pomeni, da je toliko traktorjev dejansko na cestah? Traktorjev dejansko je še, na cestah jih je mogoče toliko, oziroma dejansko jih je še več. Nekatera vozila so še vedno neregistrirana, ki jih lastniki uporabljajo samo na njivah. Aha, ampak oni pa ne smejo na cesto jeti. Oni ne smejo na cesto. Ne. Torej, mora pa narediti tak tehnični pregled in če ga naredi, gre lahko na cesto. Tako. Slovenija je še vedno država, ki ima največ traktorjev na prebivalca. Kakšna je pa povprečna starost traktorja v Sloveniji? Zdaj povprečna starost traktorja je tam okoli 20 do 25 let. Ok, a se to kaj izboljšuje? Vse načeloma izboljšuje. Zakaj so novi traktorji recimo toliko boljši od starih? Novi traktorji so boljši v bistvu predvsem zaradi varnosti, zato ker so varnostni sistemi traktorjev že boljš narejeni. Same zavore, zaščitni loki, kabine. Ampak vseeno, zakaj pa je sploh treba uporabljati tehnične preglede, če se vozijo itak sam po njivah? V bistvu se ne vozijo sam po njivah, uporabljajo tudi javna cestišča, za nekaterih imajo celo do trgovine pa nazaj. Tehnični pregled se upravi predvsem zaradi varnosti vozila. Koliko jih pa zavrnete na tehničnih pregledih? Zdaj številka ni zanemarljiva, predvsem jih zavračamo zaradi pomanjkljivosti, kot so svetlobna oprema za upravljanje pa pnevmatike. Zdaj, kar se tiče opreme za ustavljanje, to so zavore, tega je najmanj. Mislim, imajo poštivano to. Včasih se peljem po cesti, pa se za kakšen traktor in kadi kaj iz termoelektrarne. Kako lahko tak traktor sploh naredi tehničnega? To se kadi za starejšimi traktorjami, ne vem, govorimo letnik 80, takrat še ni bilo, v bistvu takrat še niso bile emisijske zahteve tako stroge, kot so pa zdaj. Ampak, kakor vem, so zdaj že tudi pri traktorjih emisije pomembne. Tako. Pa se jih meri? Trenutno se jih še ne meri, ne. Ok, ampak je kakšen, ne vem, ideja, kdaj to bo? Zaenkrat še ni govora o tem.
Izgleda kar zabavno, pravi vaški dogodek, ko pride toliko enih traktorjev na kup. Seveda se ti pregledi izvajajo samo za točno določena vozila, kot so naprimer traktorja. Ne? Za avte tole ne bi bilo preveč v redu, ker bi bilo majčkeno preveč enostavno in ker ne bi kjer dosti naredili za večjo varnost. Traktorji pa večino svojega dela naredijo na njivah, ne pa na cestah, zato lahko. Laura, po čem te poznamo Slovenci? Ja, jaz sem najboljša slovenska šahistka, sem šahovska velemojstrica in pa tudi prva Slovenka z nazivom mednarodni mojster. A je že veliko moških izgubilo proti tebi? Se večinoma tekmujem proti moškim, v ženskih kategorijah bolj malo, tako da ja, bi rekla, da kar nekaj. Povej mi, koliko si na cesti? Ja, če recimo, da tretjino časa tekmujem, tudi bi rekla, da sem pol neki tasga na cesti, glede na to, da veliko potujem. Kakšna voznica si? Taka sproščena, mirna, malo dinamična. Okay, to je tudi razlog, da še nikoli nisi dobila nobene kazni za prometne prekrške? Ne, dejansko ne vem, če sem kdaj že dobila kakšno kazen, to pa je gre vse na fort. Ne, dejansko, mogoče imam tudi malo sreče glede tega, ker včasih se vsakmu od nas malo mudi, ampak to ne pomeni, da ne moramo biti varni na cesti. Kaj pa je bila najbolj zanimiva zadeva, ki se ti je zgodila za volanom? A si doživela kaj hecnega, čudnega, nenavadnega, groznega? Najbolj grozna stvar, ki se mi je zgodila v zadnjih letih, je mogoče to, da je avto sam zabremzil, ker ima seveda ta sistem za samodejno zaviranje, ampak pred mano ni bilo ne vozila, ampak mislim, da je videl smeti oziroma nekaj tasga in je zaviril in sem lovno. Ok, danes imamo zate Toyota Celica. Si že vozila kdaj tak avto? Ne. Ta avto je po mojem tudi dost starejši od tebe, ne? A ja? Ja. Kar letnik pa je? 87. Ok, ja. Dost starejši, ne? Ok, ročni menjalnik ti ne bo delal problema, ne? Ja, zdaj imam avtomatika prvič v življenju in sem se tako navadila, da me je malo strah. Ne, super bo. Sam, veš kaj je fora? Velik gasa. Ok? Velik gasa. Gremo na avto, hiter. Laura, lahko? Ne. Laura, kako ti je šlo? Okay, mislim, jaz sem ful zadovoljna, ampak tako na koncu mi je, ne vem, se mi je noga tresla, se mi je sklopka tresla, res tako čist nek drug občutek. Jaz sem tako še zmeraj malo pod stresom. Adrenalin, veš? Adrenalin, prav res, na nekem drugem nivoju. Ja, ni enako kot šah, ne? Ne, čeprav tudi pri šahu sem kdaj pa kdaj še živčna, ampak tole je bilo pa nadrle. Vsakim avtom se peljati s takim starim, ampak dobra izkušnja, top. Je bilo v redu? Scary, ampak ful dober. Super. Kaj misliš, kam si se uvrstila? Kje si na koncu pristala? En stožec si podrla, tam, ko si zaplala ven desno? Žal? Kaj misliš, kje si? Odkrito povedano,
mi je vseeno. Okay. Ampak, če bi hotela zbirati, bi bila okoli kakšne minutke, bi bila zelo zadovoljna. Lej, takole ti povem, Laura. Če ne bi podrla stožca, bi bila za Aljo. Ker pa si podrla stožec, si še vedno za Aljo. Minuta 35:77. En stožec. Tole nič ne pomeni, da ne bo kdo kaj mislil. okej. Bomo zamenjali do naslednjega prispevka. Ja, 1:35:77. En podr stožec, čas, ime. V to je to. redu, V redu, v ne? redu, ja, čisto v redu. Nova zvezda že naslednji teden, videli boste prvo vožnjo z novim rivalom, pa test tega hudega Volva ES90, jaz bom pa z motorjem naredil trening varne vožnje. Čakaš ti sploh kaj delal? Seveda, da bom, oziroma sem že. Toyota BZ4X Touring sem posnel na mednarodni premjeri v Sloveniji, jasno. Mačkan ozadje vsega tega. Ful dobro. Sem mislil, da bo šel na dopust. Tudi. Skratka, spremljajte nas tudi na socialnih omrežjih, na Facebooku, Instagramu, tudi na TikToku in YouTubu smo. Vsak petek pošljemo novičnik, tako da se prijavite na volan.si, pa se vidimo. Ti pa nekaj naredi, ker ti bo baterije zmanjkati, ker se ti te luči skozi pržigajo. No? Kva? Ne vem, Nič ne vidim, nič, kaj mu hrbet kažem. ključ, da je preč.